Lepo pozdravljeni na Novi univerzi. Moje ime je Matej Avbelj, sem profesor za evropsko pravo in predstojnik novega centra za ustavnost in umetno inteligenco na Novi univerzi. Z mano so danes tudi moji dragi kolegi, raziskovalci, kolega profesor Jernej Letnar Černič, profesor dr. Gorazd Justinek, kolegica izredna profesorica Katja Trilelj Vrtovec in kolega profesor Marko Novak. Danes smo se zbrali zato, da razglasimo na tak slovesen način ustanovitev že omenjenega Centra za ustavnost in umetno inteligenco na Novi univerzi. Nova univerza je, kot veste, dom komentarja Ustave Republike Slovenije. Smo torej epicenter raziskovanja ustavnosti v Sloveniji in tudi v širšem evropskem prostoru. In vsi zbrani tukaj raziskovalci se nam je zdelo zelo pomembno, da to naše dosedanje raziskovanje na področju ustavnosti razširimo tudi na polje umetne inteligence. Marsikdo bo dejal, ja, kaj pa ima umetna inteligenca opraviti z ustavnostjo? Na prvi pogled malo ali pa skoraj da nič. Doslej je v slovenski pa tudi mednarodni javnosti razprava o umetni inteligenci potekala nekako v treh okvirih. Ena je tehnološka razprava, torej kako smo sploh prišli do umetne inteligence, kako se umetna inteligenca v tehnološkem smislu razvija. To ni tista zgodba, ki bi jo pokrivali na Novi univerzi. Drugi dve zgodbi, ki sta bili pa zelo aktualni, sta pa seveda ena je uporabniška, to je tisto, kako nam lahko umetna inteligenca v vsakodnevnem profesionalnem življenju olajša naše delo. In tretja zgodba, ki je bila in ostaja zelo aktualna, je pa regulatorna zgodba. Namreč, kako bi bilo ali pa že je potrebno umetno inteligenco regulirati, da bi se izognili morebitnim večjim tveganjem, ki jih prinaša za družbo. O vsem tem je bilo že povedano, napisanega je bilo tudi veliko in veliko je v zvezi s tem se tudi že dogajalo v praksi, ampak to ni tisto, s čimer se bo pretežno ukvarjal Center za ustavnost in umetno inteligenco na Novi univerzi. S čim pa se bomo torej ukvarjali mi? Na Novi univerzi se bomo predvsem ukvarjali z konceptualnim izzivom. S konceptualnim izzivom, ki ga umetna inteligenca prinaša za družbo kot celoto. Namreč naša trditev je, da umetna inteligenca ni samo en nov korak v zgodovinskem tehnološkem napredku. Umetna inteligenca ni samo še eno orodje, ki ga je človeštvo razvilo za svoje delovanje. Umetna inteligenca tudi ni samo nov medij, skozi katerega se lahko sporazumevamo. Umetna inteligenca je v bistvu nekaj neprecedenčno novega. Je agent. Je agent, je, kot bi rekel Harari, nov subjekt ustvarjanja naše družbene realnosti. S pojavom umetne inteligence je človeštvo izgubilo monopol nad družbeno konstrukcijo realnosti in poleg ljudi zdaj ideje, misli, tekste generirajo tudi klepetalni roboti, ki bodo neizbežno že in še bolj v prihodnosti vplivali na našo zavest v javni sferi. Oblikovanje javne sfere je bilo pa tradicionalno v domeni konstitucionalizma. Konstitucionalizma kot diskurza o javnih zadevah, o zamišljanju, o ukvirjanju in obvladovanju javnih zadev. In na tej točki se povežeta umetna inteligenca in ustavnost in sprožata številna vprašanja, na katere doslej konvencionalne raziskave niso odgovorile. Naša nova raziskava, ki jo bomo tudi v okviru sofinanciranja Slovenske agencije za raziskovanje in razvoj, ARIS, vodili v okviru tega centra, je raziskava, ki je posvečena potrebi po reformi konvencionalnega konstitucionalizma, da bi lahko vsi skupaj živeli v dobro urejeni, pravični, novi družbi, ki jo mi tukaj imenujemo algoritemska družba. V naslednjih 3 letih bomo na Novi univerzi torej postali epicenter raziskovanja
umetne inteligence z področja ustavnosti in se bomo dotikali najrazličnejših vprašanj, najrazličnejših študij primerov in o teh študijah primerov bodo pa zdaj nekaj več povedali moji kolegi tukaj zbrani na današnjem dogodku. Mogoče kar najprej ti, kolega Letnar Černič. Prosim. Hvala lepa. V čast mi je sodelovati pri tem projektu. Moja študija primera se nanaša na vlogo človekovega dostojanstva v slovenski ustavni ureditvi z vidika umetne inteligence in pri tem se bom spraševal skupaj s kolegi, ali je mogoče v okvirih umetne inteligence človekovo dostojanstvo zavarovati enako učinkovito, slabše ali pa boljše kot običajni človeški ustavni ureditvi. Spraševal sem tudi, kdo ima vse obveznosti zavarovanja človekovega dostojanstva. Sama umetna inteligenca, morda tudi korporacije, ki ponujajo te storitve, države, se pravi, ali morda tudi človekovo dostojanstvo je lahko varovano učinkovito tudi v okviru umetne inteligence, ker v človeški družbi se pojavljajo številni izzivi glede samovolje, arbitrarnosti, mogoče umetna inteligenca lahko ponudi kakšne boljše rešitve ali pa seveda tudi prinaša druge izzive, ki morda lahko grozijo varstvo človekovega dostojanstva v slovenski demokratični in pravni državi. V tej luči bomo tudi, verjamem, poskušali iskati sinergije z že projektom, ki ga imamo na Novi univerzi glede obveznosti korporacij, podnebnih sprememb, okolja in človekovih pravic, pa tudi v okviru tega bomo poskušali videti, ali mogoče je potrebno razviti kakšna nova, bolj učinkovita pravna sredstva za varovanje človekovega dostojanstva v demokratični in pravni državi. Tako, Ja, hvala lepa. Tudi z moje strani sem vesel, da sodelujem pri tem projektu. Sam se bom ukvarjal z tem ekonomskim vidikom, ki ga bi nekako to področje imelo v prihodnje. Nekako se bomo ukvarjali, pa da rečem tako, se bom spraševal o tej svojem raziskovanju, koliko pravzaprav to področje regulirati, kar je nekako interes v Evropi, ali pa pravzaprav to področje čisto deregulirati, kar smo slišali, da je nekako namen kje drugje, kakšne bodo to imele vplive na eni ali na drugi strani, recimo nekih takih gospodarstev v prihodnje za razvoj gospodarstva, podjetij, takšnih, ki se predvsem s temi aktivnostmi ukvarjajo, pa tudi sicer. V osnovi je ključno vprašanje že tako ali tako vse od nekako nastopa umetne inteligence na, bi rekel, splošno dostopa do splošne javnosti, da bodo zaradi tega tudi številne službe ali pa delovna mesta tako ali drugače ogrožena, seveda pa na drugi strani številna nova tudi nastanejo. Tako da tukaj nekje v, bi rekel, tem trikotniku iskanja nekih novih priložnosti, kaj pravzaprav bo to pomenilo za podjetja, gospodarstvo, pa tudi za sam regulatorni okvir. To bo nekako tisti moj okvir, kjer se bom jaz za svojim, bi rekel, raziskovalnim vprašanjem ukvarjal. Hvala lepa. Tudi jaz si štejem v veliko čast, da lahko sodelujem na tem raziskovalnem projektu. Moj del raziskovanja bo pokrival vidik načela dobrega upravljanja v zakonodajni pa izvršilni veji oblasti. Med drugim se bom ukvarjala z razlago 82. člena Ustave, ki poslancem prepoveduje vezanost na kakršnekoli navodila, kar vključuje tudi navodila strani algoritemskih sistemov. Preučevala bom torej, dokod seže avtonomija poslancev kot predstavnikov ljudstva v razmerju do sistemov umetne inteligence in kakšne so pravne posledice, če pride do posega v to avtonomijo. Hvala. Ja, tudi sam sem z velikim veseljem sprejel povabilo in sem tudi seveda zelo vesel, da smo uspeli dobiti ta projekt. Moja študija primera je seveda sodstvo. Zdaj, kakšne izzive predstavlja umetna inteligenca za, bi rekel, neke temeljne vrednote slovenske, pa tudi nasploh ustavnosti, povezane s sodstvom. Tukaj seveda daje veliko priložnost, kar se tiče morebiti tudi večje neodvisnosti sodstva, nepristranskosti
enakosti pred zakonom, seveda tudi večjega spoštovanja pravne države, ne. Izziv je jasno tudi, tudi socialni državi umetna inteligenca preko servisa za državljane, ne, lahko tudi ponuja, ne. Tako da fokus primarni bo v vidu vseh teh načel, ne, in vrednot ustavnosti ugotoviti, kaj je stanje stvari po svetu in kako bi se seveda ta slovenski sodstvo in bi rekel vsi podsistemi povezani z njim, ne, lahko nadgradili seveda v nekem končnem cilju, to je pa večje zaupanje v slovensko sodstvo. Hvala lepa, dragi kolegi, za te kratke, vendar zelo zanimive predstavitve vaših študij primerov. Jaz mislim, da je zelo jasno, da so pred nami 3 intelektualno zelo zanimiva, razburljiva leta. Preučevali bomo pojav, ki ga zelo slabo razumemo v širši družbi, po tehnološki plati, tudi najboljši strokovnjaki pravzaprav še sami ne vedo, zakaj ta tehnologija tako dobro deluje. Kakšni bodo njeni učinki na delovanje družbe, bomo spoznavali sproti in zelo sem vesel, da bo Nova univerza v jedru tega dogajanja. Seveda pa ta projekt ne bo samo za akademsko skupnost Nove univerze. S tem projektom in s Centrom za ustavnost in umetno inteligenco želimo aktivno prispevati tudi v slovenski javni prostor in prav zato že zdaj vabimo vse zainteresirane, da se nam pridružijo, da sodelujete z nami in da, če nič drugega, spremljate naše objave, te bodo znanstvene in strokovne, pa tudi širše medijske in vse to bo dostopno na novi spletni strani Centra za ustavnost in umetno inteligenco Nove univerze. Hvala lepa.